Ja, v letu 2018 prihajata v veljavo dva nova mednarodna računovodska standarda, in sicer standard, ki govori o finančnih inštrumentih, to je MSRP 9, in pa standard, ki obravnava prihodke, to je MSRP 15. Zdaj MSRP 9 prinaša zelo velike novosti že v sami razvrstitvi in merjenju finančnih inštrumentov, zaradi česar lahko pride do večjih sprememb v rezultatu. Prav tako pa prinaša velike spremembe pri načinu slabitev finančnih sredstev. In sicer bodo morala podjetja na novo opredeliti modele vrednotenja oziroma oslabitev finančnih sredstev na tak način, da bodo upoštevala komponento prihodnosti, se pravi forward-looking komponento v teh modelih. Sicer bo ta standard najbolj vplival na finančne inštitucije, vendar je pa zmotno mnenje, da samo na finančne inštitucije, ker finančni inštrumenti so tudi terjatve iz poslovanja, te pa so sestavni del praktično vsake bilance. Ta drugi je standard o prihodkih, MSRP 15. Ta standard prinaša predvsem spremembe pri dinamiki prepoznavanja prihodkov, zaradi česar bo rezultat podjetja postal bolj volatilen, se pravi določeni prihodki se bodo prepoznavali v času, določeni pa v trenutku. Potrebno bo preveriti v bistvu vse pogodbe s kupci, kakšne komponente vsebujejo, ali vsebujejo mešane komponente in jih bo treba ločiti, določene stvari prepoznati takoj, določene v času. Ta različna dinamika prepoznavanja prihodkov bo seveda vplivala na rezultat in na pomembne kazalnike podjetja, ki so osnova tudi za recimo določanje nagrad poslovodstvu in pa tudi bančnih zavez.